Pozdravljeni! Po veliki nagradi Avstrije je zopet prišel čas za naš običajen komentar, a tokrat verjetno z malce več tematikami kot običajno. Seveda, tematik danes bo kar nekaj in začeli bomo s Pirellijem. Moje osebno mnenje je, da ni potrebno, da s takim izborom pnevmatik skušajo poživiti dirke tudi v prihodnosti. Naj izberejo tiste pnevmatike, ki so najbolj idealne za določeno situacijo. Namreč videli smo, da kljub temu, da so premaknili tisti spekter proti mehkejšim pnevmatikam, dirka zaradi samih pnevmatik ni bila niti bolj zanimiva in niti ne bolj dolgočasna, samo predvidljiva. In seveda, kar se tiče predvidljivosti, premoč Red Bulla in Maxa Verstappena. O tem smo govorili praktično od začetka. In če ste sledili malce temperaturi same proge, ste videli, da je ta praktično od začetka bila čez 40 stopinj Celzija in se je nato proti koncu pomikala k 35 stopinjam Celzija. Seveda, vkolikor ste bili pozorni, ste lahko opazili, da je Max Verstappen večino svoje prednosti pridelal v prvem delu dirke. A imamo še kar nekaj zanimivih tematik. Namreč, mnogi navdušenci so bili začudeni, zakaj je prišlo praktično do tistega manevra, kjer je Perez dobil dvakrat kazen. A šlo je v bistvu za nepoznavanje osnovnih pravil prehitevanja v svetu motošporta. In seveda, da se bomo bolje razumeli, zakaj je šlo, je treba kot običajno vzeti makete. A tokrat, da bomo malce bolj blizu tistemu, kar se je zgodilo na progi, bomo vzeli Ferrarija iz leta 1991 in seveda McLarena, katerega je tudi takrat poganjala Honda. Nekako tako, da si bomo bolj blizu, kajti tudi Alain Prost in Ayrton Senna sta imela nekaj bližnjih kontaktov. Kolikor imamo tu ovinek v desno in nekdo skuša prehiteti po zunanji strani, ima prednost pri izbiri linije, ko v bistvu s prednjim kolesom prehiti svojega nasprotnika. Za malo ali dosti. Kolikor ga tisti na notranji strani v tem položaju, da bo bolje vidno, skuša izriniti ven iz proge, je seveda kriv tisti, ki je bil zadaj. In to se je Perezu praktično zgodilo dvakrat. Treba je biti natančen in seveda, vkolikor bi pogledali tiste posnetke, bi videli, da v obeh primerih Perez bil zadaj. A tu seveda je osnova tega prehitevanja, kajti kolikor pogledamo obratno situacijo, ki se je zgodila prav tu na veliki nagradi Avstrije leta 2019. No, takrat, če lahko malce obnovimo, je bil Leclerc zadaj, ko ga je Max Verstappen popeljal na zunanji robnik in ni bilo kazni in mnogi navdušenci so se pritoževali. Pritoževali so se predvsem zaradi tega, ker jim nihče ni znal razložiti, zakaj takrat ni bilo kazni in mislim, da v večini primerov tudi, zakaj je tokrat bila. A seveda, sedaj smo na tistem položaju, ko se je treba vprašati tudi, ali je bila moja kritika Charlesa Leclerca dobesedno upravičena. Videli smo, da se je v tisti skupini, ko je bil v ozadju, malce prevečkrat spravljal v nevarnost, po nepotrebnem. Videli smo Carlosa Sainza mlajšega,
kateri je z umirjeno in malce bolj inteligentno vožnjo na koncu dosegel pravi rezultat, maksimalno od tistega, kar se je dalo iztržiti. In možnost je imel tudi Leclerc. In seveda, kako iti mimo Georgea Russella? Po svoje mu je vsak izmed nas dobesedno privoščil točko. A konec koncev moramo biti realni. Je Williams hitrejši od Alpina? Mislim, da ne, in o tem ni dvoma. Je po vašem mnenju George Russell boljši od Fernanda Alonsa? Ponovno mislim, da ne. Zato je rezultat, ki smo ga videli na progi, realen. Izjemen rezultat za Georgea Russella. 11. mesto je enkratna priložnost, da se je zopet postavil pod sloje žarometov. Premalo je bilo odstopov praktično samo Esteban Ocon, da bi z Williamsom lahko dosegel točke. Malce po malce, korak po koraku in bo tudi to uspelo. Sezona je še dolga. In sedaj seveda Lando Norris. Lando nas je prijetno presenetil že na kvalifikacijah, na dirki nas ni razočaral in s tem, ko je dosegel tiste stopničke na zmagovalnem odru, je potrdil svojo vodilno vlogo pri McLarenu. Čeprav je imel Daniel Ricciardo dobro dirko, še zdaleč ne tako blesteče kot Lando Norris in mislim, da je vsakomur izmed nas jasno, kdo je sedaj vodilni pri McLarenu. In sedaj se bomo zopet vrnili k vlogi drugega voznika v svetu Formule 1. Videli smo Pereza, kaj je pokazal, čeprav je bil bolj uspešen v tem prvem delu sezone kot Valtteri Bottas. In videli smo Bottasa, ki je bil tu popoln. V trenutku, ko so pri Mercedesu videli, da Lewis Hamilton ima preveč težav, je vstopil Bottas in rešil, kar se je rešiti dalo. Smo prepričani, da George Russell bi sprejel to vlogo in bi jo lahko opravil tako dobro kot Bottas? Sam nisem preveč prepričan. In seveda, sam bi raje videl, da bi naziv voznika dneva dobil George Russell in ne Lando Norris. A tu sam priznam, da nisem tisti, ki o tem odloča. To ste bili vi, navdušenci, navijači, ki ste o tem glasovali. Seveda, Max Verstappen je dosegel zmago. Dosegel jo je izjemno premočno, dominantno in še bi lahko izbiral podobne pridevnike. Vsi mi se lahko sedaj sprašujemo, kaj se je v bistvu spremenilo. Namreč, ko je Lewis Hamilton dosegel take zmage, sem lahko v raznih medijih bral, kako je bila dirka dolgočasna. Je bila velika nagrada Avstrije v sezoni 2021 zanimiva? Je Pirelli s tem izborom pnevmatik poživel dogajanje? Je Max Verstappen navdušil? Ali konec koncev nam je prikazal le tisto, kar smo vsi mi pričakovali? Dirko, kjer je vozil od začetka do konca. Brez kakih razburljivih trenutkov. Te smo videli v resnici več v boju za 10. mesto, kot v boju za prvo. In to si moramo priznati. Seveda, dirka za veliko nagrado Avstrije, ki je pokazala, kakšna je premoč Red Bulla na taki tipologiji proge, seveda v sopregi z Maxom Verstappenom. In Max je tu dosegel pomemben cilj v boju za naslov svetovnega prvaka. Namreč tu je že druga dirka po veliki nagradi Monaka, ko Lewis Hamilton ni dosegel tistega optimalnega rezultata, da bi branil praktično izgubljeno pozicijo. Govorim o drugem mestu. In na takih dirkah se lahko nabere tisti zaostanek, ki bo na koncu sezone ključen. Poglejmo si najprej malce strategije. Namreč, ukolikor pogledamo tisto, kar nam je pokazal Pirelli, je res strategija, ki smo jo videli tako pri Lewisu Hamiltonu kot pri Maxu Verstappenu. Poglejte dolžine stintov.
kako si lahko predstavljamo, da stint na tisti trdi pnevmatiki je pravzaprav toliko dolg kot stint na tisti srednji pnevmatiki. Treba je poudariti, da prvič Lewis Hamilton je imel težave, tehnične težave, ki so ga prisilile v drugi postanek, in drugič, da je Max Verstappen na koncu imel tako prednost, ki jo je pridelal s prvim setom, da je lahko v zadnjih 10 krogih šel na ponoven nov set v bokse. A tu se bomo vprašali, zakaj je izbral tiste najtrše in ne naprimer tiste najmehkejše. Ker je tudi on imel verjetno tehnične težave, ki so izvirale iz genialne izbire Pirellija, o čemer smo govorili pravzaprav na začetku tega prispevka. Kolikor pogledamo vse ostale, bomo videli en postanek začeti na tisti medium in seveda na to nadaljevati na tisti hard. Strategija, ki je bila znana že prejšnji teden in seveda ni bila uporabljena, ker ni bila idealna. In zopet hvala Pirelli, nimam drugih besed. A seveda videli smo marsikaj, posebej tista obratna strategija pri Carlosu Sainzu mlajšemu mi je bila izjemno všeč. A to še ne pomeni, da kar se tiče strategij, smo videli ne vem kakšne revolucije. Seveda gre za moje mnenje, katera je kot ponavadi pod kritiko vseh vas. Kar se tiče komentarja velike nagrade Avstrije, je to vse. Dirka, ki je razveselila tiste, ki jim ni všeč tovarniška ekipa Mercedes oziroma Lewis Hamilton, in dirka, ki je razveselila navijače Maxa Verstappena ter Red Bulla. Vsakdo izmed nas si pa lahko odgovori, ali je bila dirka dobra, slaba, razburljiva ali dolgočasna. Sam navijam za slednjo trditev, predvsem glede tistega, kdo je bil zmagovalec. A še enkrat hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.